Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci. V novem nadaljevanju radijskega romana smo pri 8. poglavju, ki ima podnaslov Ne izkoriščaj ubogega in revnega dninarja. Jazon je še naprej obiskoval Eumenovo delavnico. Lidijo je motil in ji bil veselje. Svojo osupljivo lepoto ji je mešal in ji lepšal dneve. Morala si je priznati, da je prihajal zaradi nje. Ko ji je razkrival svoje namene, v njem ni bilo sramu. Njegova hvala je bila iz dneva v dan bolj nezaslišana, dokler se Lidija ni vdala in mu podarila kos škrlatnega blaga, ki ga je sama stkala. Kako čudovito je imeti v rokah blago, ki so se ga tvoje dragocene roke dolge ure dotikale in božale. Lidija je zavila z očmi. Ne govori neumnosti, Jazon. Kako osupljiva barva. Si prepričana, da nisi uporabila morskih polžev? Seveda. Kaj pa si potem uporabila? Enake sestavine kot drugi mojstri za škrlat v Tiatiri. Indigo, pravi brošč, ščepec tega, kanček onega. Povej mi, ščepec česa? Vidim, da imaš rada to delo. Zaradi tebe se ga želim naučiti. Lidija se je počaščena nasmehnila. Dolgo bo trajalo, da se boš naučil vseh zapletenih podrobnosti te obrti. Jaz sem za vsako barvo potrebovala več let, veš, vsaka serija barve je drugačna. Naučiti se moraš razmerij in vrstnega reda. Ne gre za preprost recept, ki mu slediš. Narava ustvarja zelo raznolike zaklade. Enkrat je indigo temnejši, drugi svetlejši. Z razumom in srcem se moraš naučiti, kako se vsaki spremembi prilagoditi in kako iz različnih barv izvabiti določen odtenek. Jazon se je namrščil, kot da bi bil nezadovoljen z njenim odgovorom. Mojster za barve, ki že ima znanje, bi se tega gotovo hitro naučil, dojeti mora le še podrobnosti receptov tvojega očeta. Mojster za barve? Jazon jo je prijel za roke. Njegovi prsti so jo tako pogumno božali, da je Lidijino srce udarjalo kot rimski boben. Preveč se ženeš, je rekel. Poglej te dlani, trdo delo jih je skoraj uničilo. Veš, da ima moja mama več podjetij? Po očetovi smrti je prevzela njegove posle in še nikoli niso bili tako uspešni. Ničesar od tega pa ne dela sama. Najela je sposobne upravnike, ki delajo zanjo. Lidija je zavzdihnila. Jazon, ne moreva si privoščiti upravnika. Pridi k meni domov, da boš spoznala mojo mamo. Prosi jo, naj te vodi. Prepričan sem, da bi ti z veseljem pomagala. Lidija je slišala le prvi del njegovih besed. Rad bi, da spoznam tvojo mamo? Jazon je razprl roke. Seveda, že več tednov ji govorim samo o tebi. Komaj čaka, da bo spoznala skrivnostno žensko, zaradi katere vsak dan odidem od doma. Lidija ni mogla skriti nasmeška. Vprašala bom očeta. Jazonov dom, sijajna dvonadstropna vila, je stala na plodni ravnici na obrobju mesta, blizu reke Rufus. Zahodno od nje je bil sadovnjak, ki se je bohotil od cvetja, vzhodno pa zeliščni vrt. Za hišo je Lidija videla obrise hleva.
Suženj, ki je brezizrazno gledal, se jima je priklonil in jo peljal na pravokotno dvorišče sredi hiše. Lidija je opazila, da je ni veselo pozdravil, se ji prijazno nasmehnil, ampak je bil njegov pogled temačen. Pomislila je, s kakšno roko Jazonova mati vodi svoje gospodinjstvo. Če je lahko sklepala po togi vljudnosti sužnja, bi rekla, da s trdo. Odprto dvorišče je obdajalo veliko stebrišče, pod katerim so se lahko obiskovalci sprehajali. Prelepe stenske slike, posejane med rahločutno izrezljanimi stebri, so upodabljale domače teme iz življenja grških nesmrtnikov. Lidija si je mokre dlani obrisala ob tuniko. Na vseh potovanjih z očetom še ni videla tako razkošne hiše in sploh še ni stopila v hišo. Presenetilo jo je, da je Jazon ni povabil v hišo, ampak je ostal z njo na dvorišču. Gotovo je bil atrij razkošnejši kot notranjščina njenega lastnega doma. Vsekakor pa bi bilo prisrčneje, če bi jo povabil v hišo. Tako velika hiša je gotovo imela uradno sprejemnico, tablini, kjer so sprejemali goste. Lidija se ni utegnila več čuditi nad nenavadnim kršenjem olike, saj jo je Jazon prijel za roko in jo zvabil k stebrišču, kjer je v hladni senci stropa s ploščicami njeno pozornost usmeril k svojim najljubšim slikam. Ko ji je trudoma začel pripovedovati zgodbo vsakega prizora posebej, je Lidija spoznala, da po njegovem mnenju ničesar ne ve o Homerju, Euripidu in Herodotu. Čeprav se ni imela za učeno, je imela zgodovino in starodavne pripovedi o Grkih rada in je lakomno prebirala kakšno epsko pesnitev ali zgodovinski zvitek, ko si je lahko izposodila izvod. Jazon je bil očitno navdušen nad zgodbami, ki jih je pripovedoval. Medtem ko je pripovedoval o Herkulu, je krilil z rokami, oči so se mu svetile od dramatičnosti pripovedi. Če kdaj njegova pripoved ni bila točna, ni imela srca, da bi ga popravila, čeprav se je morala nekajkrat, ko je zelo spremenil zgodbo, ugrizniti v jezik, da se ne bi na glas zasmejala. Njegova mati je bila pozna. Najprej sta jo morala čakati pol ure, nato pa je ležerno prikorakala, ne da bi se ji zdelo vredno, da se opraviči. Tudi Diona je bila lepa kot njen sin, z velikimi, okroglimi očmi, ki so redko pomežiknile, in s kotičkom ust, ki se je pri nasmešku dvignil više kot drugi. Sinov poljub na lice je sprejela hladno in Lidije ni objela, čeprav je na to mlado obiskovalko povabila, naj sede k njej na marmornato klop. Jazon mi je povedal, da očetu pomagaš pri podjetju. Ja, gospa. Škrlatna barva, kaj ne? Je vprašala in oči so se ji ustavile na njenih obarvanih prstih. Lidija je skrila roke za hrbet. Ja, gospa. Nimata upravnikov ali služabnikov? Dobri upravniki so dragi in si jih ne moreva privoščiti. Jazonova mati je rob tunike odmaknila za gleženj. Če bi bolje vodila svoje podjetje, bi si v 6 mesecih lahko privoščila upravnika. Meni bi to uspelo v 1 mesecu. Lidiji je ob tej kritiki vsa kri butnila v glavo. Moj oče nima časa za račune, za svoje delo pa je zelo nadarjen. Veliko časa mu vzame, zato mu ga zmanjka za vodenje računov. Diona je prhnila. Pa moj mož je ravno tako govoril, ko sem prevzela skrb za račune.
smo opazili razveseljivo izboljšanje. Po njegovi smrti sem njegove posle zelo povečala. Razširila je roke, da bi ji pokazala razkošno domovanje. Ti lahko enako narediš za svojega očeta. Naj on dela, ti pa lahko pomnožiš njegov uspeh in mu olajšaš življenje. Na marmornati klopi z blazino, napolnjeno s perjem, ji je postalo neprijetno. V tišini, ki je kar ni hotelo biti konec, ni vedela, kaj bi s seboj. Nazadnje je priznala: Ne vem kako, gospa. Ti pomagam? Ne bi se hotela vsiljevati. Diona je uprla pogled v sina, ki je potrpežljivo stal ob njej. Zdi se mi, da si Jazona čisto prevzela. Mislim, da z malce vsiljevanja ne bo nič narobe. 9. poglavje ima podnaslov Nihče ne more služiti dvema gospodarjema. Mama tvojemu očetu ponuja družabništvo, je rekel Jazon, čigar lica so bila pordela od vneme. Družabništvo? Je zacvilila Lidija. Jazon je zamenjal njeno osuplost za navdušenje in živahno razlagal podrobnosti ponudbe. Poskrbela bo za račune in upravljanje poslov, tvoj oče pa bo še naprej ustvarjal barve. To je popolna ureditev, ki bo vsem v korist. Izjemno velike prednosti prinaša. Izkušnje in znanje, vplivni prijatelji z večjim bogastvom, kot si ga vajena. In ker smo Rimljani, bosta plačala dosti manj davkov. Vajin prihodek bo zrastel čez noč. Lahko bosta najela več služabnikov, ki bodo pomagali očetu. Mati že išče primernega upravnika, ki bi vodil delavnico tvojega očeta in ga razbremenil. To je... Lidija ni našla besed. To je zelo prijazno od tvoje matere, Jazon, je rekla, potem ko je globoko zajela zrak in se skušala domisliti pravih besed, da ne bi užalila mladega snubca. Vem, izjemno velikodušna je. Prijel jo je za roko. Lidija jo je odtegnila. Moram te posvariti, da moj oče še ni imel družabnika. Ne verjame vanje. Jazon si je s prsti šel skozi zlate lase. Kako si bosta lahko privoščila upravnika in služabnike, če vama moja mama ne bo pomagala? Dobrodošel bi bil njen nasvet, saj sem ti poskušala razložiti. Ne moreva najeti upravnika. Jazon je začel vznemirjeno korakati sem in tja. Bila sta na vrtu, kjer je pripravljala novo serijo barve. Orodje je ležalo na kupu, ki se ga še ni dotaknila. Vedno, ko je Jazon prišel, se je delo upočasnilo ali sploh ustavilo. Lidija, rad te imam. Pokleknil je na koleno in se svojimi vlažnimi zelenimi očmi zazrl vanjo. Gotovo veš, kako rad te imam. Rad bi, da bi imela skupno prihodnost. A mama nikoli ne bi dovolila, da bi najino prijateljstvo zraslo v kaj več, če boš še naprej delala v očetovem podjetju. Razumem. Mislim, da ne. Dlan je stisnil v pest. Zate sem pripravljen sprejemati žrtve. Postaviti na stran svoje želje in podpreti tvoje delo, ker vem, kako dragoceno je zate. Zakaj se ne moreš tudi ti čemu odpovedati zame? Mati ti je pripravljena pomagati. Rada bi, da ti uspe. Lidija je skušala odgovoriti,
a ji glas ni dopuščal. Odkrhala se je. Tudi jaz te imam rada, Jazon. Tudi jaz sem zate pripravljena kaj žrtvovati. Moraš pa razumeti, da to ne bi bila moja žrtev. Podjetje je očetovo, zato se mora odločiti on, ne jaz. In on si ne bi želel družabnika, ne glede na njegove sposobnosti. Jazonov nasmešek je bil kot sončni žarek po mesecu temnih oblakov in vztrajnega dežja. Oče te obožuje, vse bi naredil, da bi te osrečil. Prosi ga za to uslugo, ugodil ti bo. Obljubi mi, Lidija, obljubi, da ga boš vprašala in zavedno bova lahko skupaj. Poskusila bom, je odvrnila Lidija osuplo. Ko je odhajal, jo je pogledal, kot bi žejen človek v puščavi pogledal čašo hladne vode. Ob tistem pogledu se je čaša njenega srca napolnila do vrha. Pri večerji je bila tiho. Misli so ji begale. Po eni strani si je želela, da bi ves svet izvedel, da jo ima ta čudoviti, pogumni mladenič Jazon rad, da želi zavedno biti z njo, da je za njeno srečo pripravljen sprejemati žrtve. Misel na to je bila tako osupljiva, da se je spraševala, ali je ni domišljija popeljala v kraljestvo za blod. Ko pa se je spomnila na pogoj, ki bi ga morala izpolniti, da bi se Jazonove besede lahko uresničile, je srce zledenelo. Kako bi lahko od očeta zahtevala takšno žrtev? To ni prišlo v poštev. Ni mogla zanikati, da je imela Dionina ponudba veliko prednosti. Tudi če ni upoštevala Jazonove ljubezni, ima je Diona ponudila finančno trdnost, o kateri je lahko samo sanjala. Nič več se ne bi bala, da bi jima zmanjkalo denarja. Nič več se ne bi prebijala iz meseca v mesec. Oče bi lahko nadaljeval delo, ki ga je imel rad, odpadle pa bi trde zahteve njune obrti. Vse starejši je bil. Ritem, kakršnega je od njiju zahtevalo življenje, je zanj postajal pretežaven. A v družabništvu z Diono bi dobil več pomoči. A kaj bi mu pomagali pomoč in finančna trdnost, če bi bil nesrečen? Eumenu je bilo všeč, da je bilo pri delu po njegovo. Sem in tja bi Diona gotovo skušala uveljaviti svoje. Želela bi privarčevati denar, kjer bi bilo mogoče, Eumen pa je želel izdelovati lepe stvari, ne glede na stroške. Njune želje se ne bi ujemale. Eumen bi se vznemirjal zaradi novih pravil in manjšega povpraševanja. Lidija je dala v usto žlico fižola in žvečila, ne da bi ga okušala. Bo srečna? Nikoli več ne bo mogla pomočiti Roku škrlatno barvo. Nikoli več ne bo barvala. Se je pripravljena odpovedati vsemu temu za par oči, podobnih draguljem, ki so jo tako ljubeče gledale. Kustom je dvignila prazno žlico in začela žvečiti. Šele nato je spoznala, da nima ničesar v ustih. Jazon ji je obljubil, da bo lahko še naprej nadzorovala postopke. Tudi ko bo njegova žena, vsaj tako ji je namignil v svojem navdušenem govoru, bo lahko usmerjala mojstra za barve in nadzorovala vsak korak. Morda bo s tem zadostila svoji strasti. Z njim ob sebi bo to gotovo več kot dovolj. Kako si danes molčeča? Je pripomnil Eumen. Res?
Če bo še enkrat dala v usta prazno žlico in začela žvečiti, se mi bo zaletelo. Kaj te muči, hči? Lidija je žlico odložila v glineno posodo. Namrščila se je in skušala v glavi povezati besede, vendar so se ji izmikale. Kaj, če bi očeta prosila za to veliko uslugo? On bi klonil zaradi nje in nato postal nesrečen. Kako bi lahko prenašala njegovo žalost, ko bi vedela, da je kriva zanjo? In če ga ne prosi, kako bo prenesla Jazonovo grajo in nesrečo? Iz zadrege ni videla izhoda. Izbirala je lahko med nesrečnim očetom in trpečim snubcem. Ni vedela, kaj bi s seboj. Njeno telo in duh sta gorela od neugodja. Daj no, nič ne more biti tako grozno. Povej mi, kaj te teži. Te je Jazon zavrnil? Samo reci in prebutal ga bom. Lidija se je slabotno nasmehnila. Oče je Jazon vsegal komaj do brade, sicer pa je bil prestar, da bi preživel morebitni pretep. Ni me zavrnil, ravno nasprotno. Evmen si je glasno oddahnil. Tvojo mamo sem rotil, naj ne umre. Rekel sem mi, da sam ne morem vzgajati hčerke. In vidiš, da sem imel prav. Vsa soba se utaplja v tvoji žalosti. In zakaj, se sprašujem? Mladenič te je zaprosil za roko. Ni te zaprosil. Ne razumem. Lidija se je zasmejala. Zgrožen boš, ko ti bom povedala, je rekla resno. In kaj mu je povedala? To bomo slišali v naslednjem nadaljevanju. Hvala za pozornost, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, bodite z nami spet prihodnji četrtek. Radijski roman.